Občino Kamnik v tem letu čaka veliko izzivov. V proračunu so kar nekaj več sredstev namenili kulturi in turizmu, tudi prometu, uvajajo enkratno pomoč ob rojstvu otroka, več sredstev bo tudi za vrtce, čeprav opozicija meni, da proračun še vedno ni dovolj razvojno naravnan. Tanja Dominko. V občini Kamnik se tako pohvalijo, da so letos izrazito socialno naravnani, kar potrjujejo že omenjeni ukrepi, namenjeni otrokom in mladim. Temu področju so namenili kar 54% več sredstev kot lani. To je seveda dobrodošlo, saj so tamkajšnje razmere na področju otroškega varstva katastrofalne. V prejšnjem šolskem letu je pred vrati vrtca ostalo približno 300 otrok. Nato se je situacija malo izboljšala, je bilo čakajočih le še okoli 100. Tudi ob dejstvu, da so pravzaprav občine zakonsko zavezane, da morajo poskrbeti za vse otroke v svoji občini, ki potrebujejo varstvo, je tudi ta številka previsoka. Opozicija je predlagala, da bi izkoristili tudi dele sicer trgovsko usmerjenih novogradenj za prostore vrtca. Hkrati pa bi lahko mladim družinam pomagali še na en način. Matej Tonin, občinski svetnik iz vrst NSI. Zdaj, mi smo predlagali reševanje tega problema na različne načine. Tudi na način, da bi subvencionirali zasebno varstvo. V današnjem času je problem tudi ta, da nobeden od vrtcev nima popoldanskega varstva, torej vrata zaprejo najpozneje ob 5 ali še prej, kar je za tiste starše, ki delajo v več izmenah, precej neprijetno. Tonin pri tem meni, da bi bila lahko tržna niša tudi novodobni varstveni servis, ker bi določene vzgojiteljice ponujale tudi novodobnim staršem to vrstno storitev, da bi na otroke popazile v popoldanskih in večernih urah. Kot poznamo te stvari v svetu, te servisi že obstajajo, recimo Anglija je zelo znana po teh servisih. Nasplošno pa je Matej Tonin do dela župana Antona Smolnikarja precej kritičen. V opoziciji smo večkrat nasprotovali določenim županovim projektom, vendar je župan praktično vedno za las uspel zbrati vse sile in na nek način peljati projekte čez občinski svet. Naprimer, nasprotovali smo gradnji velikega novega trgovskega centra na južnem obrobju Kamnika. Ocenili smo, da v tem trenutku Kamnik ne potrebuje novih trgovin in da bi v tem trenutku najbolj potrebovali eno novo gospodarsko vzpodbudo. Zato smo namesto trgovskega centra predlagali gradnjo tehnološkega parka ali po domače povedano gradnjo obrtno-poslovne cone, s katerim bi lahko zagotovili dodatna delovna mesta, da bi naši občani ostajali na delu v naši občini, ne pa da bi se na delo vozili drugam. Sicer je opozicija mnenja, da je kamniški župan v svojih 14 letih županovanja naredil marsikaj dobrega, da pa se je že nekoliko izpel, tako da si čez 2 leti na oblasti seveda želijo sprememb. Bomo videli, kaj na to porečejo volivci.